Pozdravljen! Danes je dan za obravnavo novih dveh velikih pisanih črk. Spoznali bomo veliko pisano črko T in veliko pisano črko F. Delo bo potekalo podobno, kot poteka v šoli. Srečno! Tudi danes ne pozabi na pravilno držo nalivnika in lastnega telesa. Poglej torej, kako je obrnjena konica nalivnika, ta mora gledati proti stropu. Pazi, da nalivno pero držiš s palcem in kazalcem in da nalivnika ne držiš prenizko ali pa previsoko. Bodi pozoren, da nalivnika ne pritiskaš premočno ob podlago in da nalivnik gladko drsi po zvezku. Pazi tudi, kako sediš za mizo. Dobro poglej veliko pisano črko T. Je kaj podobna veliki tiskani črki T? Seveda, tudi zapišemo jo zelo podobno. Le na ta način jo spremenimo, da vse črte niso več ravne, ampak dodamo nekaj vijugic. Podobno je tudi pri veliki pisani črki F. Tudi ta je precej podobna veliki tiskani črki F. Tudi tu ne smeš pozabiti na sredinsko črtico. V nadaljevanju si boš pogledal zapis posameznih velikih pisanih črt. Učiteljica Katarina in jaz sva ti v šoli že dali tudi predlogo za črko T in F, ki je označena z eno zvezdico. Poišči jo med gradivom. Najprej si poglej posnetek zapisa posamezne črke, potem pa ti črki z barvico nekajkrat zapiši po veliki predlogi. Ko ti bo dobro šlo, nadaljuj z zapisom v zvezek lisička. Poglej si zapis pisane črke T. Poglej si prikaz zapisa velike pisane črke F. Ogledal si zapis velikih pisanih črk T in F. Sedaj pa tako kot v šoli. Vzemi veliko predlogo, ki je označena z eno zvezdico za črki T in F, in črki z barvico nekajkrat prevleči. Vlečeš toliko časa, da usvojiš poteze za zapis posameznih črk. V rokah dobiš občutek za zapis velikih pisanih črk, vzemi zvezek lisička. V njem imaš že zapisane črke, s katere moraš nadaljevati z zapisom. Na predlogi, ki jo imaš v gradivu, pa imaš zapisane tudi besede, ki jih moraš prepisati v zvezek lisičko. Ne pozabi, zadnji dve povedi sem zapisala z malimi tiskanimi črkami. Tvoja naloga pa je, da ta zapis zapišeš s pisanimi. Tako, delo je za danes končano. Upam, da ti je dobro šlo. Odlično napredujemo.